Pozdravljeni. Namen AIQ vaj je, da omogočajo spremembo povezave med telesom in zavestjo in spremembo vpliva zavesti na telo. Namen vaj je, da skozi njih občutimo, opazimo, zaznamo, določimo ali spoznamo, da imamo v svojem živčnem sistemu senzorno-motorno amnezijo ali tudi senzorno-motorno odtujenost, katerih namen je, da vplivajo na naše zaznavanje samega sebe in vplivajo na to, da kako mi sami vplivamo nase. In seveda posledično skozi to, kako zaznavamo sebe in kako vplivamo na sebe, vplivajo tudi na to, kako čutimo okolico in kako vplivamo na svojo okolico. Sama senzorno-motorna amnezija nastane zaradi potrebe adaptacije na delovanje v določenem okolju. Še posebej, če delovanje ali odnosi, stanje v tem okolju niso primerni za normalen razvoj telesa. In v takem primeru seveda moramo nekaj narediti, da zmanjšamo neprijetne občutke, ki nam jih telo pošilja, s katerimi poskuša nas opozoriti, nas prisiliti v to, da nekaj ukrenemo. Zdaj, kot otrok jokamo ali na kak drug način opozarjamo okolico na to, da nam ni dobro, da živimo v neurejenem, toksičnem okolju, čeprav imajo lahko naši starši popolnoma drugačno prepričanje. Hkrati je ta senzorno-motorna amnezija tisto, kar otroku pomaga, da se prilagodi staršu, da svojo senzorno-motorno amnezijo uskladi s starševo senzorno-motorno amnezijo in s tem ga v bistvu starš sprejme kot svojega otroka, kar je seveda za otroka izjemno pomembno. In namen vaj je ravno to, da ko smo odrasli, ko začnemo razumeti, da nekaj ni v redu, da ne živimo tako, kot bi lahko, ali pa da ne živimo tako, kot bi morali, da imamo vedno več kroničnih težav, tako na telesni kot na vedenjski ravni, na področju odnosov in na drugih področjih, da nekaj ne štima. In seveda teorija, ki jo se učite pri AIQ metodi ali pa AIQ dihanju in AIQ odnosih, razloži na razumljiv način, zakaj pride do takih stvari in kaj to je. Potem je treba dodati prakso. In namen vaj, AIQ vaj je ravno to, da teoriji, ki jo poslušate s strani učitelja, dodate prakso in skozi vajo začnete opazovati in dojemati, kako v vašem živčnem sistemu ali pa še bolj rečeno v vašem živčno-mišičnem sistemu nekaj ne štima in da imate v senzorno-motorni povratni zanki oviro, neko cenzuro, blokado, da spodbuja določena vedenja, določena omejuje in da nam ta senzorno-motorna amnezija jemlje spontanost in avtentičnost tega, kdo smo, in spontanost in avtentičnost našega vpliva na druge, tako seveda pa tudi na sebe. Zato so AIQ vaje izjemno pomemben, neizogiben in sestavni del učenja AIQ pristopa. Načeloma so ali pa razdeljene so na 5 stopenj zahtevnosti. Prva in druga stopnja zahtevnosti se uči lahko iz knjig ali pa iz spletnih aplikacij. Tretja stopnja zahtevnosti vaj potrebuje sodelovanje AIQ učitelja v živo. Učijo jih učitelji AIQ metode prve in druge stopnje. Potem imate AIQ vaje 4. stopnje zahtevnosti, te se učite pri učiteljih AIQ metode 3. stopnje, ker tam zaradi znanja in uporabe AIQ protokolov skozi individualno obravnavo v bistvu povečajo vašo sposobnost zaznavanja in vpliva nase in so potem seveda lahko tudi vaje bolj zahtevne. Potem imate pa še najzahtevnejše AIQ vaje, to so pa AIQ vaje 5. stopnje, ki jih pa učijo, vodijo in uporabljajo AIQ učitelji 4. stopnje. Tam pride pa še do dodatnih pritiskov in do tega, da se vaje uporabljajo zato, da izvajalca vaj potisnemo v določeno stresno počutje, stresne okoliščine,
pri katerih se v bistvu spomni določenih travm, določenih zlorab iz preteklosti in spozna ter se zave, da ima v svojem telesu v bistvu še en center za odločanje, še eno identiteto, bi lahko tem rekli, kar pa mu potem seveda lahko zelo pomaga pri razumevanju, zakaj je v njegovem življenju kronično stanje, ki ga ne želi. Tako da je ta del izjemno važen in seveda tudi pri večini uporabnikov AIQ pristopa je ravno tukaj največ problemov, ker je ravno pri izvajanju vaj ali pa do izvajanja AIQ vaj veliko odpora, včasih že na začetku učenja, včasih šele pol kasneje. Samo ga je potrebno razumeti, sprejeti in postopoma premagati oziroma ta odpor do vaj spremeniti v premagovanje, v spreminjanje načina življenja, odnosa do samega sebe. Še posebej zato, ker se skozi izvajanje AIQ vaj spoznavamo, kakšni smo v resnici in je pogosto ta resnica lahko kontrastno drugačna od tistega, v kar smo prepričani. Hvala lepa.